Spoštovana gospa predsednica, spoštovani člani komisije, lepo pozdravljeni in se zahvaljujem za povabilo na to predstavitev današnjo. To, da preden spregovorim nekaj besed o zamejstvu in Slovencev po svetu, bi se želela na kratko predstaviti in morda spregovoriti tudi nekaj besed o tem stikih, ki sem jih do sedaj imela z Slovenci izven naših meja. Rojena sem v Novem mestu, v slovensko-kočevarski družini. Po srednji šoli sem se odločila za študij zgodovine in sociologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer sem diplomirala, magistrirala leta 2016 pa z temo slovensko begunsko šolstvo v taboriščih Avstrije in Italija 45 do 50 tudi doktorirala. Lahko bi rekla, da me je življenje Slovencev, ki so se znašli za mejo domovine oziroma so zaradi različnih razlogov morali v svet, že od nekdaj pritegovalo. Manjšinska vprašanja pa so mi blizu tudi zaradi mojega porekla, saj Kočevarjem ni bilo prizanešeno skoraj z nobeno težavo, ki jih prinaša manjšinsko življenje. Zadnjih 10 let redno udeležujem strokovnih ekskurzij v zamejstvo in v druge slovenske skupnosti, ki jih organizirala Rafaelova družba, nekatere pa sem med njimi tudi sama vodila. Tako sem spoznavala ljudi, življenje Slovencev za mejo, tako v Istri, na Tržaškem, Goriškem, Terskih in Nadiških dolinah, Reziji, Kanalski dolini, potem tudi na Gorskem Kotarju, ter na avstrijskem Štajerskem in Porabju. Bila sem med Slovenci v Münchnu, Augsburgu in na Švedskem, ter lahko rečem, da imam kar nekaj stikov z Slovenci v zamejstvu in po svetu, s katerimi tudi redno sodelujem. Večkrat sem imela tudi različna predavanja na temo zamejske in izseljenske problematike na Višarskih dnevih mladih. Gre za srečevanje za mejo, namenjeno prav vprašanjem zamejstva in pa izseljenstva oziroma teh izzivov, s katerimi se te področja srečujete. Kolikor mogoče redno udeležujem tudi prireditev, kot sta Koroška poje, dobrodošli seveda tudi dobrodošli doma, kulturne tedne koroških Slovencev, Koroški kulturni dnevi v Ljubljani. Nekajkrat sem bila tudi kot gostja povabljena na Koroško, Trst in pa Gorico in na to vabilo sem se vedno znova res z veseljem odzvala. Ko sem pripravljala svojo doktorsko nalogo, sem se srečala tudi s slovensko skupnostjo v Argentini, ki me je seveda za svojim zagnanostjo, svojim delom, požrtvovalnostjo tudi pritegnila, tako da sem na povabilo slovenske kulturne akcije, ki deluje pri njih, imela za tamkajšnje rojake tudi predavanje. Že dvakrat pa sem bila povabljena tudi kot gostujoča predavateljica v slovenskem srednješolskem tečaju ravnatelja Marka Bajuka, ki je pred leti prejel tudi in priznanje in zahvalo Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu za pomemben prispevek pri ohranjanju slovenske kulture in tradicije v Argentini. Z vidika manjšin in begunstva bi lahko naštela tudi kar nekaj svojih bibliografskih enot, ampak naj omenim zgolj 3. Gre za monografska dela, eno je na podlagi, je strokovna, znanstvena objava, knjiga, ki temelji na doktorski dizertaciji, 2 pa sta v 2 delih pa sem sama prispevala obsežni strokovni zgodovinski študij. Ob vseh teh srečevanjih z Slovenci v zamejstvu in po svetu sem vedno znova res občudovala ta trud, to požrtvovalnost naših rojakov, tako v zamejstvu, kot sem rekla, kot po svetu, da so ohranili slovensko kulturo, slovensko identiteto, slovenski jezik. Mi, ki živimo tu v matični domovini, se vse premalokrat zavedamo, kako oziroma jemljemo slovenski jezik, našo kulturo, našo tradicijo in vse povezano s tem kot nekaj res samoumevnega, medtem ko se ti Slovenci res ne zavedamo pogosto, koliko časa, prostega časa morajo Slovenci po svetu vložiti v to, da ostanejo Slovenci. Mislim, da je to ena taka, ko jih gledamo, se lahko od njih tudi učimo in ozaveščamo ravno to pomembno, ta slovenstvo, jezik, kulturo in vse, kar je s tem povezano. Zato jim gre seveda posebno priznanje. Naša naloga pa je, da jim kar najbolj pomagamo in kar se le da pridemo nasproti
jih podpiramo in jih na ta način tudi povezujemo z domovino, se pravi matično domovino Slovenijo. Ker bomo letos oziroma naslednjo leto obeležujemo, se spominjamo, praznujemo tudi 30-letnico obstoja naše samostojne države, velja omeniti tudi zahvala našim rojakom po svetu, ki so se takrat pred 30 leti res izjemno angažirali, ne samo z ohranjanjem ideje o samostojni državi, ampak tudi pri priznanju slovenske države pri državah, kjer pač živijo. Naj grem torej zdaj nekaj mogoče besed v zamejstvo in najprej na Koroško, kjer je kulturna dejavnost koroških Slovencev vsekakor res zelo močna, zelo raznolika, tako da vsak lahko najde nekaj zase. Res imajo široko paleto kulturnih društv, izjemno veliko število kulturnih društv, potem gledaliških skupin, pevskih zborov, tudi na športnem področju so zelo aktivni, posebej to področje privablja mlade. Vse to seveda spodbuja to njihovo usidranost v okolje, kjer že stoletja živijo in pa tudi krepi narodno zavest. Zato se bom tudi sama in tudi sem prepričana, da se velja res še posebej potruditi, da se te dejavnosti podpira. Želim pa si, da bi med Koroško in Slovenijo bilo tudi vedno več teh kulturnih izmenjav, posebej mladinskih, ker na nek način ta meja še vedno ostaja, pa je dobro, se pravi, da pade, da so te izmenjave čim bolj pogoste, ker tudi na ta način krepimo to povezanost z našimi zamejci. Tako v Avstriji kot v Italiji bo letos seveda v znamenju 100. obletnice, na Koroškem bo to 100. obletnica koroškega plebiscita. Gre za obletnico, ki je seveda Slovenci ne moramo praznovati, lahko pa jo obeležujemo in se iz zgodovinskih izkušenj tudi učimo. Pri tem sem vesela, da opažamo predvsem tudi angažiranost mladih glede neizpolnjenih obljub Avstrije, ki pač se tukaj angažirajo, da bi bile te pravice v večjem obsegu priznane in pa tudi lahko na razpolago slovenski skupnosti. Na avstrijskem Štajerskem politični dejavnosti žal ne zaznavamo, sta pa seveda tam zelo Pavlova hiša in pa društvo Člen 7, osrednji te torišči kulturnega dogajanja, ki s svojim delovanjem krepita slovensko zavest. Slika v Italiji se v zadnjih letih, seveda slika narodne skupnosti spreminja. Precej se je spremenila, razlogi so različni, med temi zagotovo vedno večje število mešanih zakonov, potem proces asimilacije, zanimanje tudi strani italijanskih družin za pouk slovenskega oziroma šolskih ponudbe in pa drugih ponudb, ki potekajo v slovenskem jeziku, kar je bilo pred desetletji neznatno. Seveda se ob tem odpirajo nova vprašanja, novi izzivi, kako pač vse te spremembe prenesti v skupnost in se prilagoditi, seveda posebej na področju posebna skrb za jezik iz vseh področij, tako na področju šole, društva, potem tudi ta prizadevanja za vidnejšo dvojezičnost, pa tudi večjo uporabo jezikovnih pravic, ki so predvidene po zakonu. Poleg tega, že prej sem omenila tudi na Koroškem, tudi tu v Italiji posebna skrb in usmerjenost na politike do mladih, ker namreč še ni podmladka, če ni mladih, ki se angažirajo na področju skupnosti, narodne skupnosti, seveda bi lahko rekli, pač lahko pričakujemo, ne more skupnost živeti, se ohranjati, razvijati in tako. Se pravi, tle vidim res na omenjenih področjih, lahko sodelujemo z zamejskimi, je potrebno sodelovati z zamejskimi ustanovami in v sodelovanju z njimi mislim, da lahko marsikaj tudi naredimo. Pri čemer pa to sodelovanje ne vidim zgolj samo kot finančno pomoč, ampak tudi z vidika organizacije, podpore njihovim dejavnostim, naši prisotnosti pri njihovem manjšinskem življenju. Že prej sem rekla, 100. obletnica koroškega plebiscita v Italiji, letos mineva 100. obletnica požiga Narodnega doma v Trstu in Italija že leta 2017 tudi napovedala vrnitev Narodnega doma
ob 100. obletnici tega požiga, tako da upam in si želim, da bi se Italija držala te besede in dom končno vrnila Slovencem, in če se to ne zgodi, bo to zagotovo velik poraz. V Videnski pokrajini, ki je slovensko prisotnost pravzaprav uradno priznala šele pred kratkim, skoraj neverjetno se zdi, da šele leta 1999, je k sreči opaziti v zadnjem obdobju tudi blag vzpon slovenstva, pri čemer šolstvo odigrava pomembno ali pa bistveno vlogo, kar vidimo tudi na primeru špetrske šole. Treba bo najti seveda tudi stabilnejšo rešitev za poučevanje slovenskega jezika v Kanalski dolini, za kar si nekateri že leta prizadevajo. Na več mestih se pojavlja tudi vprašanje duhovne oskrbe v domačem jeziku, je pa tudi v Reziji dobrodošla sprememba, opažamo pač tudi se opaža manjši napredek, verjamem pa, da se bo z novo občinsko upravo še dalo marsikaj spremeniti in tudi iti v pravo smer. Pri vseh teh vprašanjih se bom seveda sama po svojih močeh kar najbolj angažirala. Med izzivi na političnem polju je seveda na prvem mestu snujoči se volilni zakon, vprašanje slovenske zastopanosti v parlamentu. Tu je potrebno res budno spremljanje dogajanja in iskanja skupne poti, skupaj z zamejsko skupnostjo, slovensko narodno skupnostjo, ki bi ji omogočila tudi izvolitev svojega predstavnika v rimski parlament. Težava, ki je ne moremo spregledati, pa je mogoče tako velja tudi to omeniti, je velika zamuda pri imenovanju polovice članov paritetnega odbora. Gre za odbor, ki bdi nad izvajanjem zaščitnega zakona. Je pa to zopet tudi ena razveseljiva novica, stvar, se pravi, sem vesela, da sta se obe krovni organizaciji, Slovenska kulturno-gospodarska zveza in pa tudi Svet slovenskih organizacij, prvič zedinili okoli skupnega kandidata za predsednika. Zelo zanimivo situacijo se soočamo na Madžarskem, kjer trenutna oblast porabskim Slovencem daje velike možnosti za financiranje dodatnih dejavnosti. Na eni strani se pač postavlja vprašanje, se pravi tudi priložnost in je interes tako porabskih Slovencev kot Slovenije, da res maksimalno iz tega, te finančne podpore maksimalno angažira, naredi torej to na gospodarskem področju, ker namreč porabja, vemo, je res najbolj zelo ekonomsko šibko področje in lahko, kjer pa je, če pravi, ta razvoj gospodarstva, lahko, če se ukrepi, se s tem seveda je tudi zanimivo za zamejce, da tam ostane, za Slovence, da tam ostane, živijo, ustvarjajo svoje življenje. Slovenska narodna manjšina na Hrvaškem je v marsičem posebna. Lahko rečem, predvsem tudi v luči njene nepriznanosti v preteklosti. Gre tako, da sedaj je tle res predvsem aktivno to kulturno življenje, delovanje, medtem ko se politična komponenta šele prebuja. Opažam pri tem vsaj dve neizkoriščene priložnosti in prva je oblikovanje nacionalnega sveta Slovenske narodne manjšine, ki bi lahko postal res relevanten sogovornik do hrvaških oblasti pri dogovarjanju, iskanju, uresničevanju pravic za Slovence na Hrvaškem. Po drugi strani bi pa s tem seveda tudi njihovo to prenos te politične angažiranosti na sam svet, nacionalni svet, pa bi razbremenilo Zvezo slovenskih kulturnih društev, ki bi lahko res opravljala svoje primarno poslanstvo. Druga neizkoriščena priložnost je poskus izvolitve Slovenca v sabor. Vem, da se zdi skoraj to pač nemogoče, pa vendarle vsaj je treba na to možnost gledati tudi vsaj v neki določeni časovni perspektivi in ugodnem razvoju, ne kot nekaj, do česar nikoli ne bi prišlo. Tu je treba seveda tudi izkoristiti konkurenčne cestne povezave in pa tudi zanimanje za delo Slovencev na slovenski strani, pa tudi študij v Sloveniji. Na ta način sem prepričana, da se bo te vizije med Slovenijo, Slovenci na Hrvaškem pa matično domovino s tem še bolj povezovale, okrepile, bo stajale tesnejše in na ta način se bo lahko tudi krepila slovenska identiteta. Za slovensko skupnost, če se ozrem sedaj tudi v izseljenstvo, je zagotovo za slovenske
opažamo pri slovenske skupnosti v angleško govorečih državah, kot se pravi ZDA, Kanada in Avstralija, pa tudi v zahodnoevropskih državah, da je značilna vedno večja individualizacija. In zato to se pozna tudi pri samem upadu števila članov v društvih, ki so do sedaj oziroma delujejo na teh področjih. Ampak sama menim, da to še ne pomeni konec slovenske identitete, ampak iskanje nove priložnosti, novih načinov povezovanja, z iskanja teh posameznikov in jih na tej osebni ravni, z osebnimi stiki pritegniti, povezati med Slovenijo in pa njihovimi državami, v katerih živijo. V teh okoljih, lahko rečemo, je prišlo tudi do nekakšne vdaje glede jezika. Res je, da pač z padcem jezikovnih kompetence ni vsega konec. Res pa je tudi, da je jezik še vedno res ključni dejavnik identitete. In to je pač tisto jedro, okoli katerega pa res moramo graditi. To je, se pravi, okrog jezika, ki pa to jedro pa ne sme biti zaprto, ne sme biti izključujoče, ne sme biti edino, ampak se mora pravzaprav res povezovati z različnimi drugačnimi manifestacijami slovenstva, ki se lahko opirajo bodisi na folkloro, glasbo, družinska debla, to je v zadnjem času zelo prisotno, ko iščejo nove, odkrivajo posebej v Ameriki Slovenci te korenine in želijo videti, odkot prihajajo, in je to res ena taka priložnost za povezovanje z njimi. In pa seveda tudi kulinarika, navade, spomini, vse to so pač tiste drobci, ki gradijo slovensko identiteto. Zato se mi zdi pri tem seveda posebno poslanstvo urada, da učenje in poučevanje slovenskega jezika, kolikor je le mogoče, spodbuja in podpira. Pri tem mislim seveda na različna spodbujanja, tako medgeneracijskega prenosa slovenščine v družinah, na podporo delovanja vseh oblik učenja in poučevanja slovenščine tako v formalni, neformalni obliki, podporo profesionalnim pa tudi prostovoljnim učiteljem, ki po svetu res naredijo tudi ogromno dobrega, podporo pri gradivih, načrtovanju kurikulumom, možnost in podporo učenja in pa rabe jezika v Sloveniji, možnost izmenjave učiteljev in mladih, skratka številne različne oblike. Tu je seveda se zavedam, da urad sam ne more, da je tudi zelo pomembna, bistvena vloga Ministrstva za izobraževanje. Posebno poglavje so slovenska društva v državah bivše Jugoslavije, katerih število je v zadnjem desetletju tudi občutno naraslo. Mnoga društva so zelo dejavna, tako kar lahko vedno znova opazujemo tudi na Dobrodošli doma, kjer se predstavljajo in pogosto, vedno znova požanjajo veliko odobravanja. Zato pa je seveda treba premišljeno delo, da ta zagon, nov prebojenje ali pa ta zagon ne bi usahnil in da bodo ti rojaki ostali pravzaprav res naši ambasadori tudi v teh okoljih. Povojna migracija v Argentini je znana po svoji agilnosti, tam so domovi še vedno res polni mladine in tudi četrta generacija dokaj dobro še obvlada slovenski jezik, kar tako pravzaprav pove vse. Ampak seveda v Argentini ni samo povojna migracija, ampak so tudi predvojni izseljenci, predvojna skupnost, ki sicer ni tako dobri kondiciji, kot bi si želeli, ampak na spletnih omrežjih lahko opazimo, da potomci teh preko 25,000 ljudi se niso preprosto asimilirali in niso pozabili na slovenstvo in obstaja pravzaprav, če pobrskamo po spletu, prava virtualna skupnost. In se mi zdi, da tudi takšna povezanost, če tudi samo spletna ali pa seveda danes, ko je vse na spletu, mogoče tudi taka res sveža oblika povezovanja, je lahko naša osnova za delo z njimi. Čeprav Slovenija ponuja rojakom po svetu različne možnosti, namenja pozornosti, podpira različne iniciative in pa dejavnosti, bi pa posebej želela izpostaviti pasivnost na nek način naše države pri vprašanju spodbujanja povratništva izseljencev in pa njihovih potomcev. Pri tem se je namreč treba zavedati, da gre za naše ljudi, če tudi to so ljudje, ki so tretja, četrta generacija,
Zato je ta stik pomemben, ko se pritegovati, da se vračajo v domovino svojih staršev, starih staršev, da se tu pomembno se mi zdi, da se tu potem počutijo sprejete, dobrodošle, ne glede na to, iz katerega konca sveta prihajajo. In če se ozremo potem na države, ki imajo odnos do svojih diaspor dobro urejen, kot je recimo Irska, Malta, Hrvaška, Cipr, pa tudi nekatere druge, vidimo, da je ena njihovih najpomembnejših koristnih politik prav povratništvo. V tem vidijo tudi podporo oziroma to spremembi, krepitvi demografske slike, kulturne, to poslovno sodelovanje. Pred seboj moramo pa tudi imeti, da ljudje ne odhajajo iz ugodno političnih, gospodarskih, socialnih okolij. Zato je seveda potrebno upraviti premislek, kaj vse lahko v naši državi še lahko naredimo in uredimo, da se bodo ljudje tu dobro počutili in da ne bodo odhajali po svetu za boljšimi možnostmi. Pred tem imam seveda pred očmi več kot 10 tisoč Slovencev, ki so v zadnjem obdobju domovino zapustili, bodi si zato, ker delajo v evropskih institucijah, bodi si zato, ker pač iščejo priložnost za boljše življenje, boljšo zaposlitev, ki je drugje po svetu. Mislim, da je potrebno narediti vse, da bi odhajali v svet z več domovinske zavesti. Potem, se pravi, ker potem ta zavest, če ostaja, je lahko ključ za želje po vračanju domov. Potem jih je potrebno seveda tja, kjer odhajajo, povezovati in pa seveda navezovati na Slovenijo, obenem pa skrbeti za vsestransko prosperiteto države. Sicer, če vsega tega za to ne bomo skrbeli, bo vse govorjenje pravzaprav o kroženju možganov, o vračanju domov, pač za manj. S takim delovanjem pa mislim, da bi s tem, kot odhajajo Slovenci v evropske države, pa tudi drugod, pa bi lahko tudi, če bi jih povezali z temi društvi, ki tam delujejo starimi, če lahko rečemo starejšim skupnostim, bi jih lahko oplemenitili in tudi na novo dali novega elana, novega zagona. Tako da, morda še, da ne bom predolga, na hitro pogledam še dve področji, kjer se mi zdi, da sta zelo bistveni in da urad in druge organizacije res trudijo napraviti preboj. Gre za področje gospodarstva in pa področje znanosti. Tukaj bi lahko rekla, da je žal država v preteklosti, slovenska država s svojim nenaklonjenim vzdušjem do diaspore ali pa brezbrižnostjo ali pa premajhne pozornosti do diaspore uspela v določeni meri zatreti to navdušenje, ki ga je bilo čutiti pri razglasitvi slovenske države in zaradi tega potem tudi naša novejša, potem kasnejša prizadevanja na gospodarskem področju ne obrodijo takega sadu, kot bi si morda želeli. Tudi to je pač seveda za preboj, tako kot posod, ko gremo za vsebine povezane z uradom, pa tudi za Slovenci zamejstvom in po svetu, vsekakor izrazito medresorsko povezovanje. Na področju znanosti je aktivna pri nas predvsem civilna družba, kar je zelo dobro, mislim, da je to vredno podpirati tudi v prihodnje. Tako imamo recimo vtis Slovenski svetovni kongres, ASF, pa tudi svetovno mrežo Univerze v Ljubljani. Pri tem pa je seveda naloga države, da ustvarja doma razmere, da se bodo izobraženci, posebej pa znanstveniki, tudi radi vračali nazaj v domovino, bodi si kot na gostovanja ali pa seveda kot trajno prihod za vzmeraj. Posebej pa je tu seveda bi lahko menila tudi nujna večja fleksibilnost slovenskih visokošolskih ustanov, ki mogoče te priložnosti do sedaj niso izkoristili v taki meri, kot bi lahko. Tu mogoče tudi kakšen razmislek o ko se je že dalj časa, se pravi, poenostavljenih postopkih, po olajšanju pogojev za vpis recimo zamejcev na univerze in podobno. V zadnjih mesecih smo seveda vsi zelo spremljali tudi vračanje Slovencev iz Venezuele. Tu velja res pohvala uradu za opravljeno pionirsko delo. Če pomislimo na repatriacijo morebitnega večjega obsega, se pravi večjega števila oseb, kdaj v prihodnosti lahko pač kaj hitro vidimo, da ta sistem ni optimalen, urad je vendarle majhen, tu pa je zahteva veliko angažmaja res na različnih področjih. In ob takih nestabilnih svetovnih razmerjah lahko bi hitro prišlo
tudi do večjega povpraševanja po vračanju in zato bi morali biti kot država pripravljeni. Smiselno mogoče bi bilo tudi razmisliti o tem, da bi se za neposredno izvajanje repatriacije, tako imajo nekatere druge države, recimo tudi zadolžilo kakšno ustrezno ustanovo, urad bi bil pa tisti koordinator. Upravičeno seveda domnevamo, da bodo prihajali iz Venezuele, glede na to, da se stanje v državi tam še ne umirjajo. Bi pa veljalo, mislim, da je potreben tudi razmislek o tem, se postavlja vprašanje, kako naprej, ko teh 15 mesecev pomoči, ki jih dobijo sedaj ti, ki pridejo v Slovenijo, kako zdaj, kako jim pomagati, da bo to njihovo življenje po preteku teh 15 mesecev zaživelo, da se bodo to res našli. To je zagotovo prva skrb učenje slovenskega jezika in pa tudi seveda veliko drugih ukrepov. Potrebno pa tudi res razmisle, kako te repatriirane osebe čim bolj in čim prej vključiti v okolje, da se bodo to počutili doma. Če pogledam ob koncu še nekoliko k nam, sama sem prepričana, da je res potrebna tudi večja ozaveščenost Slovencev, nas, ki živimo tukaj v matični domovini, o obstoju Slovencev za mejo in pa po svetu, in to ne samo o obstoju, ampak o vsem te žlahtnosti, ki jo izkazujejo vsa ta desetletja s svojim delom, požrtvovalnostjo. Namreč vse prepogosto se zgodi, predvsem še posebej pri mlajši generaciji ali pa mladih, ko prestopajo meje, ki sicer ni, oziroma zdaj se ponovno vračajo, ko prestopajo to meje, da niti ne vedo, da ne prihajajo v Udine, ampak prihajajo v Videm, da ne prihajajo v Filah, ampak v Beljak in da so ta imena, imajo razlogom slovenska imena, da tam so slovenski narodni kulturni prostor. Tle se mi zdi tudi pomembna vloga, že sedaj lahko rečem, da se ministrstvo, kolikor sem spremljala, ministrstvo za izobraževanje tudi močno angažira, tudi sama vidim to povezavo, ampak vsekakor dati te vsebine v učbenike, ampak ne samo v učbenike z vidika neke preteklosti, ker če danes mene vprašate, je velikokrat Slovenci so se takole, bi vam verjetno večina ljudi rekla, Slovenci so se konec 19. stoletja odpravili po svetu za trbuhom za kruhom zaradi slabih gospodarskih razmer in umanjka pa tisto danes, ti Slovenci pa tu še res po svetu živijo, ustvarjajo, kot sem že prej rekla in se mi zdi to pomembno. Tudi vidim, da vedno več je ekskurzij, ki jih organizirajo v šolah, ko grejo preko meja dijaki, učenci in bi bilo zelo fajn, da se res ob teh ekskurzijah ustavijo tudi v slovenskih društvih pri Slovencih v zamejstvu in tudi po Evropi. Nujna seveda je tudi večja prisotnost Slovencev izven meja v slovenskih medijih, pri čemer ne zgolj kot neka obrobna novica, ampak tudi del osrednjega informativnega poročanja. Tu sem recimo pred leti zasledila, se mi je zdela taka dobra, lepa gesta Agencije za okolje, ko prikaže zemljevid na televiziji, ko pogledamo za vreme, ko sedaj so tudi kraji, slovenski kraji za mejo označeni, kot je recimo Celovec, Beljak in potem Gorica. Tako to se mi zdi taka medklicko dobra praksa. Velja pa seveda pomisliti znotraj tega medijskega poročanja tudi na večje sodelovanje, možnost večjega sodelovanja med različnimi javnimi radiji in televizijami s sistemsko izmenjavo novic. Se mi zdi, da to bi bila taka pomoč, ko bi lahko potem res v dnevno informativnih terminih poročali o tem, kaj se dogaja v zamejstvu in po svetu. Naj svojo predstavitev zaključim z mislijo, ki se mi zdi osrednja. Minister in pa urad ne morata seveda sama doseči vseh želenih rezultatov, zato je to nujna čim večja senzibilizacija in pa tudi vključitev tega področja v delokrog tako rekoč vseh ministrstev, seveda s poudarkom Ministrstva za zunanje zadeve, kulture, šolstva, gospodarstva, kmetijstva in pa tudi drugih državnih institucij. In sama sem prepričana namreč, da samo tako bo lahko Slovenija resnično polno uresničevala svojo ustavno zavezo do svojih rojakov v zamejstvu in po svetu. Hvala.